če pri 25 ne boš nič ven dal, stari, tudi pri 40 ne boš, je konc, ne. Pa to ni res, ne, to je totalno zlagano in to je neka fama v ljudeh in če nisi dost lep in če nisi vsi vse okoli. Tako da evo, danes z nami Bor Tros. Hvala, da si prišel, da si se odzval, da si rekel, ja, tu res cenim. Sicer sva nekako povezana, familiarno, ali tvoja sestra pa od moje žene oče sta poročena. Ampak videla sva se pa samo enkrat v KC-ju, ki si imel tisti koncert. Ampak to je bilo, ne vem, po mojem šlo bila 2 leti pa še, ja, mislim, da z Uršo sva glih začela. Pa sva šla tam tudi, ker je še njen brat pel, eden izmed prvih tvojih, ki si imel goste. Res je, ja. Tako smo se takrat na hitro srečali, ampak to je bilo to. Tako da ja, evo, namen te oddaje, čisto, da vedno na novo to malo skreiramo, je, da v bistvu ljudi navdihnemo, da najdejo strast v življenju in pa tudi, da jo zasledujejo, da delajo tu, v čemer uživajo. Bor ti je že prej dobro rekel, kako te kličem, Bor Tros ali Borut? Borut, vseeno. Vseeno, ok. Dobro, Borut. Je že prej mi rekel, prej sva šla live, da če ne najdeš nekaj, za kar uživaš, pa je težko najti smisel za se vstati zjutraj. In je taka res močna. Tako da, ampak ja, vsak ima svojega, mi si pa želimo, če ljudje zasledujejo svojo strast, uživajo v tem, kar delajo, potem se mi zdi srečni, so prav srečni, zadovoljni ljudje in taki ljudje potem sigurno z veliko manjša verjetnost, da škodujejo sebi in drugim in to je nekje, kar je moja vizija za to družbo, da bi enkrat pripeljala spet res ljubezen in povezanost in to svobodo nazaj, da pač nič ni narobe, karkoli si naredil, pač okej, kakšne stvari delujejo, kakšne ne, za uneka ne, imaš pač so ena pravila, ene zakoni, pač odslužiš kazni, če si naredil nekaj, kar gre kontra temu. Večinoma dobiš kazni sam pri sebi, ker sam sebe največkrat matramo najbolj, kot nas drugi zunaj. Tako da, evo, bi kaj povedal za začetek? Nič, dober večer, ne. Evo, jaz sem tule v eni mini sobici, kjer preživim večino časa med tednom. Tako, da sem blizu svoji družini, dol imam studio, ampak tam bolj kot ne ustvarjajo drugi. Jaz pa tako imam tukaj eno sobico 3x3, v kateri imam zadaj srajčke, da mi malo zvok dušijo, desno mešalko in ustvarjam in večino stvari dejansko kar delam sebi in drugim, naredim tle, ne. Ok. To je to. Ne rabiš veliko. Ne rabiš in the best. Jaz imam tudi tale mini studio, oziroma kakorkoli v dnevni sobi, po moje je 1,5 x 2 metra. Tako da res ne rabiš veliko, da daš lahko. Najbližje imaš vso ljubezen, ne, okoli sebe. Točno to. Manj ko imam zase, več ljubezni lahko pride noter, veš, več pride sebe, da vla večji prostor pove, da bi drugi teže vršilo. Evo, Pehtralova Patica, hvala za follow in še par novih followerjev sem danes dobil, ker smo bili offline, Joško in Janez, Joško 13, Janez 3000, hvala za follow. In Pehtralova Patica je že napisala, wow, zanimiv gost, me je vozil na avtobus. Ne vem, kdo to je, ne? Vozil na avtobus? Ja. Ali na avtobusu? Piše na avtobusu, tako da ne vem, saj si vozil, da je avtobus. Ne, nisem, nimam izpita. Ok, mogoče pa je na avtobusu. Mogoče smo se pa skupaj vozili na avtobusu v šolo v Brežice. Ja. Mogoče. Ja. Pehtralova, če želiš, lahko tulele malo explainaš, razložiš. Lahko rešimo hitro, ne? Ja, to rešimo hitro. Drugače pa evo, gremo kar na to standardno vprašanje, ki je vedno prva, pa že naprej razvila pogovore. Sicer, kakšen si bil kot najstnik? S čim si takrat soočal? Predvsem me zanima tako, kaj ti je takrat delovalo kot v življenju najstnika, kaj ti pa ni delovalo? Oziroma, kaj si pogrešal? Zdaj sem ti do ful enih pod vprašanj. Ti se upri, na kjera hočeš. V bistvu tako, začelo si kar malo šokantno zame, ker sem v bistvu šel v Brežice v šolo, na ekonomsko. Nisem bil sprejet v Novo mesto, takrat je bilo še to
Za nekaj par pik si šlo in v tretjo, ampak pa sem pa spoznal, da je bila to super poteza v življenju, ker tudi tam sem veliko ene glasbe odkril drugačne. Vemo si, da Brežice slovijo po tem, da se zmeraj še rock and roll držal, tudi takrat, tudi zdaj, ko recimo kar je neka faza mrtva, čeprav se bo to vrnilo nazaj, ne? Ampak veliko enih čisto novih življenjskih stvari sem spoznal, sicer sem rabo dolg, da sem sploh dojel, kdo sem, kaj sem, mogoče šele zdaj po 40. najdem v sebi res to mirnost, ampak kot najstnik pa bilo je svega, ne. Mogoče smo malo drugače tudi ven hodili kot zdaj, pa to so druge generacije, ne. Več je bilo tega pristnega odnosa med nami. Jaz sem čutil drugačen vibe, kot ga recimo zdaj, ne. Čeprav ni to nobena kritika na nič, samo malo manj tega duhovnega, čustvenega povezovanja je. Manj začutiš tudi veliko manj glasbenikov, ki jih res začutim, s katerimi delam, kot jih je bilo včasih. Odkar kitare zginjajo, tudi nekaj drugega izginja v nas, ne vem, čeprav bojo prišle nazaj, ne. Saj se to že zdaj obrača. Evo, tako na kratko, ne. Ok, the best. Sprav rekel si, takrat sem ene druge spektre glasbe najdel, ampak če vseeno tle rečemo ta oddaja v osnovi sem zasnoval za najstnike. Kako si se soočal v šoli s profesorji, sošolci? Pa po mojem tako, kot vsak drug. Mislim, ni bilo enostavno sploh skužiti, kaj delam zdaj. Mislim, šel sem tudi na eno šolo, mislim, na eno smer, ki nisem nikoli šel, čeprav sem šel tudi na faks potem v to smer, ki ga nisem nikoli končal, ker enostavno pri 22, 23 nisem več videl smisla v ekonomiji, ker sem zmeraj čutil glasbo in že v osnovni šoli sem jaz vedel, da je to. Ampak ker prihajaš z podeželja, z vasi, vsi gledajo to, da pejt nekaj delati, da bognar, ni to, ne, če ti v srcu ne čutiš tega, ne iti pač v to, zato ker ti starš reče, pej tja, kjer je denar, ne, ni to, ne, in moja starša sta šele, ko sem bil jaz tam, 23-24, sta dejansko skužila, da ne bo druge poti zame, da enostavno če zdaj nazaj pogledam, bi isto naredil, čeprav je trda pot bila do recimo mojega 40. leta, recimo, da sem sploh prišel do tega, da lahko zdaj od muzike nekako živim, ne? Da lahko rečem, ta mesec bom pa naredil 2 pesmi za tega pa tega, bom preživel, ne? In ni lahka pot, ampak če veš v sebi, en moment se mora zgoditi ti, enim se zelo zgodaj zgodi. Vidim, otroci zdaj brihtni, že pri 16, 17, 15 vejo, jaz bom to počel, jaz sem za to rojen. No, takrat pa mogoče tega pri nas ni bilo, kar je zdaj pri najstnikih, pri teh otrocih, jaz pravim, ne, da dejansko bolj vejo, bolj čutijo te stvari. Ne? Po drugi strani pa tega odnosa med nami pa ni tazga, kot je bilo pa včasih. Veš, tako, neka čudna zmes je vsega, če recimo povem, ker imam stik z veliko ljudmi, kako jaz to čutim zdaj, ne. Ja. Ok. Ja. Mislim, zanimivo, kar si povedal.
Odkje pa ta ljubezen do glasbe? Bo se pa še vrnil na vse to, kar si povedal. Oddaj si odkril, ne vem kaj, mejhen in si slišal harmoniko, ne, pa vemo, da prihajaš in Trneja, Podgorje, pač. To je bila zdaj šala. Valjda, sej, pač tako je, ne, pač, ne. Jaz sem to odkril, ne vem, zmeraj, ko je bila kakšna zabava, ko so imeli to starši, smo zmeraj kaj pel, pa to, ne, pa. Enkrat moja teta, v bistvu, mene je ona v bistvu spravila v to, ona je vzgojiteljica v vrtcu, še zdaj vodi en vrtec v Novem mestu, je rekla pismo, je rekla moji mami, njeni sestri, dej ga na sprejemce, ne, v glasbeno, ne, to je sploh vedel, kaj so to sprejemce, ne. Dejansko sta me, ona pa njen mož, Jože, sta me pelala dejansko v Novem mestu na sprejemce v glasbeno šolo in pač te sprejemce, mislim, da smo vsi takrat naredili, ne, ampak sem začel igrati trobento, ne, to ne vem, v 7. razredu šele, ne, ampak sem 2 let hodil glasbeno in pa sem fotra enkrat vprašal pač, kje bom jaz to trobento igral, ne, kar sem pa vedel, ne. In je rekel, na pogrebih pa v godbi, ne, sem rekel, fuck off, ne, sem zaprl trobento, v kovček zanesel nazaj in sem pač s tem nehal, ne, in recimo za Birmo so vsi hoteli motorje v tretjo, in sem pa rekel stricu, da bi pa rad nek synthesizer nekaj, ne, in tako v bistvu sem nekako vse sem čutil, da moram to razvijati in dejansko še zdaj igram synthesizer, nikoli nisem šel glasbeno, zato igram ga po črnih tipkah. Samo. Čeprav eni pravijo, da je to najtežje, ne? Ampak meni so bili že takrat to najlepši akordi, ker na teh višajih, ne? In zmeraj, ko pesmi delam drugim, pa ko imam kaj za zaigrati, se jaz transponiram na te črne tipke in še zdaj je to, pač to je ostalo je, ne? Nikoli nisem razvil tega znanja, da bi zdaj pa znal igrati, ne? Ampak vse inštrumente igram toliko, da lahko posnamem sam marsikaj, ne, in pač to je ljubezen do tega, tle nisem pa tip, ki bi vežbal, ne, nimam te discipline vse, nikoli nisem imel za nič, ne, in to v življenju me to precej tepe, ne, ker sem zelo nediscipliniran fant, ne, in zelo se ravnam po čustvih in mene samo to premika, pač feeling, ne vem, če nisi zmožen, da te enkrat na dan nekaj res gane, da rečeš, pizda, je lepo živeti, ne. Brez veze, ne. Mislim, to meni manjka pri ljudeh, ne. Manjka mi več ljudi, s katerimi lahko razvijaš feeling, ne. Vse je samo okrog denarja, vse, dajmo jutri to narediti. Antončič, kdaj boš komad skončal? Ko ga bom čutil, težko je to obrazložiti, ne. Pač ne daš ven nekaj, za čemer ne stojiš. In velikokrat sem v življenju mogel to narediti, ne, ker pač prvič rabiš denar, drugič pa te nekdo zadaj rine v to, ne. In zdaj je drugače, zdaj sem prišel že na nek nivo tak, da od ljudi določenih čutim spoštovanje in vejo, zakaj pridejo k meni, ne? Da bomo pač nekaj naredili dobrega, seveda za svoje delo valjda računaš tudi, ne? Ampak včasih pa tudi ne, ne? Sej, dobrota te velikokrat tepe, ampak velikokrat ti pa da nekaj več, včasih je več vredna kot vse drugo, ne? Ampak to je to, lej, na kratko. Dobre, pisal pač, ena stvar tle, tak glas imaš, da bi lahko kar poslušal, kaj govoriš. In potem kar ne ustavim, tudi ni tega namena, nikoli nimam, da bi zdaj rekel, ok. Ti me kar ustavil, jaz se rad zapristam. Vse je v redu, bej. Tak je pogovorna vdaja, tako da to je pogovor. Po pogovoru s friendom na pivu, ki tudi ne ustaviš vsake 5 minut, razen če močeš nekaj pametvati non-stop. Ni to namen te vdaje. Iskreno, v bistvu prvič to počnem, prvič sodelujem na ta način in lej. Nič ni prav pa narobe. Ja, valjda, sej zaradi tega mi je všeč. Evo, Pektranova je napisala Benjamin se že spomni, 2 poletji nazaj smo imeli turnejo Oljk in finega vina po Strunjanu. Lepi spomin.
Benjamin, jaz mislim, da je to. Nisem jaz to prav človek. Še pred korono. Joško je napisal, se kaj snema med korono? Se snema, valjda se snema. Tle ni. Ni politike, ki bi nas ustavila. Ker snemati se da vse posod, ne? Tudi takole, recimo imaš doma zvočno karto. V bistvu za vse tiste, ki mislijo, da rabijo ne vem kaj, da si, če imajo neko pesem o sebi ali pa če imajo kaj zapovedati, to zdaj lahko vse doma narediš. Mene pokličite, pa vam bom povedal, kako to narediš za 100-150 evrov, ker ni nobena težava, ne? Ne rabite studija, ne? Okay. Tako da vse se da. Pa YouTube te malo izobražuje sprot, klikneš how to, ne? Še jaz celo sem se to naučil. Tebe. Ja. Evo, za vse, ki bi radi rekli, pač, komod in Valjda. Borut je rekel, samo gas. In pač to je to. Če pa ne vprašaš, boš pa vedno govoril tam vsem, veš, če bi jaz to naredil 30 let nazaj, ja pa nisi. Pizda pa samo tak komad, ki bi se zihrolal, ne? Ja. Ja pa nisi, ne? Kaj zdaj to razlagaš, že? Ja. Ampak okej. Še ena stvar se dogaja v najstniških letih, ne? Poleg frendov in šole in tako naprej. Telo se razvija. Kako je to bilo pri tebi takrat, punce v tistem času? Tudi rekel si, ne, da šele pri 40 si ugotovil, kdo si, kaj si. Pomeni, da se iščeš. Ne? Tle predvsem gledamo iz te platforme, ki je dosti najstnikov, ne? Danes, ki imam jaz z njimi, se pravi, ki delam te delavnice in se z njimi srečujem. Ja. A veš, se tako, ker da že vse zdaj vejo in morajo vedeti, da če zdaj ne bojo vedeli, so kar konc življenja in tako naprej. Ne? Se pravi, kako si ti preživljal ta leta, ko pride do tega enkrat romantična razmerja, ljubezen, spolnost in tako naprej? Ja, jaz sem se kar pozno začel v tej smeri razvijati, ne. Sicer zgodaj sem že jaz gruntal v temu, ne, in to gruntaš, ne, ne veš nič, ne, narediš ogromno napak, ne. V bistvu, jaz sem recimo pri 18, mislim, da sem bil 18, smo naredili band, ne, to je bilo zame. V bistvu moje življenje se je potem enih 5-6 let vrtelo samo okrog tega benda, strategiji smo se imenovali, v eni Zidanc, pri Davidu, pri Bobnerju smo vežbali in tam, mislim, okrog tega se je tudi meni zgodila prva ljubezen, ki je trajala potem 9 let, res lepa stvar v življenju, ne, v bistvu sem v srečo. Kaj pa vem, mislim, kako čem reči, pri meni se je vse razvijalo skozi glasbo, skozi te vikende, ki smo tam vežbali, tam smo spoznavali ogromno ljudi, ki so hodili na vaje. Tako, jaz mislim, da je isto, kot zdaj, ne? Ne vem, zdaj mogoče malo vse preko interneta tudi poteka malo preveč, ne? Takrat je bilo res pristno, ne? Smo se spravili v avto in smo šli na nek koncert nekam in valjda smo se ga napili, bože ne govorim, kva vse, ampak drugače je bilo, no, ne vem. Ko si zdaj porniče gledaš v real timeu skoraj, ne? Takrat si čakal eno sliko, si videl eno žensko, to je trajalo pol ure, da si naloadalo, ne? Spodaj pa fotor plačal, pa ni vedel zakaj, ne? Ker tudi ni vedel sploh zakaj si gre, ne? Ampak pač drugače je bilo, ne? Počasi šlo, ne? Malo bolj počasi šlo, kot gre zdaj, ne? Ja, vse skup, ne? Ja, danes je vse na Insta in glih tudi zato sem te vdaje v bistvu naredil in povabil od ljudi, ki sledijo svoji strasti, ker pa sledi svoji strasti, ni pa nič Insta, tudi če zgleda, a ne? Ja. Če gledaš Instagram in une lepe slike, ki eni objavljajo, tu je 1000 posnetkov, en je dober in NNK ur vloženih za en posnetek in mi smo do te ure Tamarov, ta neon, ki tudi piše, tudi prav, ne, 4 ure porab, 2 do 4 ure, mislim, da je rekel, za en post, ne, se pravi slika, pa spodaj tekst, ki ni dolg, a ne, prebereš ga v manj kot 45 sekundah, pa ono tu notro vloži 2 do 3 ure ali 4 ure, je rekel, ne. In to je pač del
Mislim pač delo. Slediti svoje strasti in še ni nobene ponavadi, ker sledi svoje strasti, ni nikoli garancije za uspeh. Ni zdaj bom šel tam za trak in pa bom napredoval v delovodjo in pač ne. Seveda. In tako v lifeu ni nikjer garancije za nič. Mislim, jaz tudi spremljam veliko, kako mladi zdaj pristopajo, kar se muzike tiče, ne. Vse bazira na tem, kako se boš spromoviral preko raznih teh portalov, ampak dejstvo pa je, da recimo, če se zdaj glasbe dotaknemo, ker jaz sem edino tle doma, ne. Dejstvo pa je, da slišim v 5 letih slišiš mogoče eno dobro pesem, ne, ker vse je samo to, dajmo hitro narediti, pa dajmo zdaj tako spromovirati in imaš celo ekipo okoli, vsebina je pa pač zelo pozabljiva, ne, ali kako bi rekel, nič ni več catchy, ne. Glih zdaj mava z enim kolegom, se nekaj o eni založbi pogovarjamo, itd., kako pomagati mladim, kako sfurati nekaj, dejansko sploh ne moreš več nič sfurati, čeprav je ful vsega, ne, ker nihče te ne bo ponavljal, tako kot je bilo včasih, recimo, da si imel en single in te je urednik vrtel na radiju vsak dan en mesec, recimo ob 9 zjutraj, ne, primer, ne. Pride ljudem v uho, ne, zdaj pa recimo en val 202 zavrti, ne vem, 160 novih pesmi ali pa in ne moreš sploh ni. Vse je tako, hitro pride, hitro gre, ne, in nič več ne ostaja, ne. Dejansko pa ostaja dobra pesem, če jo narediš, ne. In pri meni je še zmeraj to, ne, da narediš nekaj res življenjskega, ko bo ljudem sedlo, ko se bodo v temu poistovetili, najdeli, ko bodo nekaj začutili, da imajo lepši dan, ali pa če imajo slab dan, pa si gre recimo to zavrteti, ne. Saj isto je tudi na drugih področjih, ne. Mislim, da ni nič veliko drugačno. Res je. Ja. Ni super, vse bi se tako, kar poveš, je tako res pristane in se vidi, da so zadnji leta izkušenj. Pa če gremo vse en malo, ne, kako si sploh do tega prišel, ne, sprav rekel si feeling za glasbo, trobenta, synthesizer, pa smo naredili band, tu nam je šopalo, 5-6 let se je vse okrog tega benda vrtelo. Se zdaj takrat dotaknemo, jaz dosti dobimo vprašanje, ne, mladih, sprav, rad bi delal muziko, pa mi starši me ne podpirajo v tem, ne. Kako je bilo za tebe takrat, ne, ki si pri 18 ste naredili band, tvoji starši bili ja, naj fajn dela, kar hoče, saj v šoli mu gre, tako da tu je edino, pač, kar je pomembno, zraven pač to, kar je šola, je to tu, ali kako je bilo tako, ne, boljš, da hodi tam na une vaje, kot da pije okolje, me smo imeli vzeden z vaje, ne, veš, ampak ne. Boš da hod na vaje, kukor da pije okolje, ampak oni imajo vzeden Kjodr pa dol, ne, odmeval, ne. Ne, jaz sem se recimo, mogoče ipak na vasi, spet rečem, na vasi, mogoče drugače bilo, ne, ko v mestih že takrat, ne, si mogel nekako izboriti to, kar si ti čutil, ne. Mi smo imeli doma, ne vem, žago, pa je bilo treba iti na žago, žagati, pa drva delati, pa pa tretjo, sej ni bilo, ne foter, ne mama nista zdaj merinila v neke hude fizične stvari, ampak niste pa tudi tako razumela mene noter, ne, recimo zaradi tega tudi mi zdaj, ko smo starši, drugače, zdaj se vse da drugače, je pa to prednost, da se da drugače razumeti otroka svojega, da si na podlagi svojih izkušenj vidiš, kje je fajn ga bolj spremljati, kje mu pustiti prostor, ne. In isto tako, mladi, jaz sem se s fotorom pri 23 potem skregal, da mi je en kevdr tam, ki je bila štala včasih, ne, odstopil, da sem začel v eni sobi imeti svoj studio, ne. Nisem vedel sploh, kako kable zvezati, ne. Ampak sam do vsega prišel, ne. In itak je rekel mami, ne, takrat, boš vedela, cela štala bo šla čez par let. In dejansko je zdaj cela štala je studio, ne. Ampak nekako sem si počasi izboril in z leti sta ona dva vedela, da je dejansko to moje življenje in zdaj pač ni sploh vprašanje,
nikoli več, kaj pa ti delal, ki je bilo še 10 let nazaj. Ne? Pač jaz vem, kaj delam in kaj bom delal. In to imam rad. Sej je težko, sej ni simpel, sploh zdaj. Ne? Tudi korona, nimaš špilov, nimaš ljudje, niti nimajo denarja, da bi zdaj snemali nekaj, kar se itak vse ustavlja. Ampak to bo tudi minilo, ne? In greš naprej, pač to je strast. Ne? In če imaš v sebi neko strast, če si dosti močan mentalno, pa da ne vidiš, da je konec sveta, če ti nekdo reče ne, boš to sfural. Definitivno boš sfural. Ne? In samo dosti velika ljubezen do tega mora biti. Ne? To pa je. Jaz sem ljubezen do glasbe imel od krvem zase. Ne? In če čutiš neko ljubezen do nečesa, jaz mislim, da je, pa ne mislim, vem, da ni ovire. Pa so ovire, zmeraj v življenju pride milijon ovir na pot, ampak jebi ga. V eno se zaletiš, pa mine 5 let, pa rečeš, fakt sem bil kmet, ki bi šel lahko tam okoli. Ampak tako pač je. Ne? Vsi delamo napake, vsi grešimo in to je življenje. Ne? Tako to gre. Ne? Samo, če pač nekdo ne čuti, da bi bil direktor banke ali pa da bi ne vem kaj drugega počel, pač ne biti. Ne reči, zdaj bom pa šel zaradi tega, ker pač so vsi rekli, da je to fajn. Ne? Tu so največji zajebi. Sorry, ne vem, kako se lahko izražam. Ne, v redu je 18 plus kanal, ljudje morajo klikati novi, če pridejo. Pa fuck off. No worries. Veš, tako me zanima, ne, pač takrat band dobil si svoj studio in kako se je pol, se pravi strateg. Zanima me malo ta pot, kako je šla, ne, ker lahko medve tako igrajo, takrat je Botuj in danes je tako, ampak vseeno, a veš, da jaz sem Ferbčen po naravi, mene vedno zanima malo, kaj se dogaja zadaj, a veš, ko si se ti s tem soočal, ne, se pravi. Pri 23 potrti, da malo štale in ti tam noter posnameš studio in kako, ne, se pravi, tle, čez to bi rad tudi v bistvu pokazal, ne, se pravi, kaj je potrebno, da na eni glasbeni poti, oziroma kot nekdo, ki nosi glasbo v srcu in se hoče z glasbo ukvarjati, ne, čez kaj vse greš in mogoče še te tvoje fejle, kako si se ti z njimi soočal, veš. Da si danes tle, ker si, da lahko poveš to, kar poveš, ne, ker verjetno, če bi bil še vedno v ful velikem odkrivanju, kako biti producent in najverjetnije itak si, ne, ker je skus nekaj novega, glasba se glih tako razvija, seveda, itak, Ampak da si tle, da pridejo ljudje in pač Urša mi nila tudi par znanih, ne bom rekel, da nisem si jih zapomnil, bilo mi je sem tako, wow, ne, pač, da pridejo te ljudje, tudi lahko boš sam povedal, kdo vse je bil že pri tebi. Ampak vseeno, rečeva sva tam, pri 23-ih, stali si dobil sobico, postavil si studio, glih si se naučil kable zveza, da je stvar delala, kakor si sam rekel, in pol. Dejansko sem jaz eno veliko napako naredil, da sem hotel imeti vse prehiter. To je tako velika napaka. Ker zdaj recimo spremljam enega frenda, kako on gradi to. Zelo bolj pametno, zelo premišljeno, zelo drugače, kot sem jaz takrat. Jaz sem pač to hotel imeti in to je taka strast v tebi, da enostavno to je napaka. In potem z leti spoznaš, to bi pa lahko drugače. Jaz sem recimo pri 25-ih, na 1. november, na dan mrtvih, sem začel svoj album snemati, ki sem ga izdal šele 2015. In itak čist drugimi pesmimi. Ampak nikoli pa nisem hotel dati ven nekaj, kar jaz ne čutim. In takrat sem pa čutil, sem bil dozrel in sem rekel, nič. Vsi pravijo, mlad moraš začeti, mlad ono. Kadarkoli ti svane, kadarkoli ti uspe nekaj dobrega narediti, takrat daš pač ven. Ampak pusto, zdaj sem spet zašel. Kakšno napako si naredil takrat? Si rekel, zaletel sem se, ampak kako je tu, zakaj si rekel temu napaka? Veš zakaj? Ker pač na vrat na nos sem sprejel en kup projektov, ki še jaz nisem znal niti
ne vem, osnovnih stvari, ne, razumeš, niti takrat so bile te zvočne kartice, še une, ki si jih v kompjuter dal, pa tako, mislim, ipak so bili drugi cajti, ne. Dost sem bezlov, ne, in potem je kar naenkrat bilo in minilo 2-3 leta, ki ni šlo nič ven, ne. Veš, in pol ne živiš od tega, ne. Potem sem sprejel eno odločitev, da sem začel igrati na terasah s svojim sorodnikom, Jernejem, ampak glih to mi je dalo, to, kar sem mislil, da mi bo dalo najmanj v življenju, glih te terase so mi potem dale izkušnje komunikacije z ljudmi, z različnimi ljudmi, ne. Tu igraš komade vino na usnama, svega, kar nisi nikoli poslušal ali pa čutil tega, ne. Ampak to, ko to prebrodiš, ne, jaz sem se strašno boril, Jernej to ve povedati, sem se strašno sam s sabo boril, kako peti eno pesem, ki jo pač res ne čutiš in res ti je ni treba, ampak rabo si pa denar, ker si pač v studiu mutil toliko časa muziko, ki je nisi upal dati ven, ker si mislil, da ni dosti dobra, ne, da nisi za to dobil plačila in nekako je bilo treba preživeti, ampak sem rekel, raj bom preživel z glasbo, ne, in sem res hvaležen Jerneju, sva 6 let sva to gurala, če ne več, ne. Tam do 2011, no, v bistvu. Enih 600 špilov sva imela skupaj, tako, ful enih lepih stvari, vsega, ne, saj glasba dejansko, ko je glasba nekje, se lepe stvari dogajajo, ne. Ampak v bistvu tako je šlo pri meni, no, sem mogel tudi vajte zategniti pa iti po drugi strani, zmeraj sem imel pa željo, zmeraj sem imel svoje pesmi, odkar vem, zase sem pisal, se tega nabiralo, ne, in ven pa nisem nič spravil, ker pač enostavno nisem stal za tem, pa sem najel, ne vem, Tokca enkrat sva delala en komad skupaj, pa razne, tudi Žara Tompakom 2008 sva začela delati, pa sva 3 leta delala, pa nisva nič naredila, ne. To je spet ena hiba nas producentov, da enostavno sem spoznal oni, ki so res the real one, ne bo kar spustil te, ne. In enostavno je rekel Žara takrat, pač jaz v tvojem vokalu ne slišim dosti ne patosa, ne izkušenj življenjskih, ne nič, in me pač ne premakne še. In pač enostavno, I don't give a fuck for the money, jaz hočem samo dati ven to, kar bom čutil, ne, s tabo. In preko njih, preko teh ljudi, preko teh res ljudi, ki so nekaj naredili, ne, in pustili za sabo in še delajo, ne, sem v bistvu spoznal, kako to gre. Zaradi tega vsem mladim priporočam, da gredo okoli, da vprašajo, ker ti ljudje so vsi pripravljeni pomagati. Noben ne bo rekel, fuck off mali, ne. Vsak bo rekel, jaz sem tudi dal, jaz sem tudi jebal ježatle in vem, da ni simpel. Noben od teh pravih ljudi ne bo nikogar zavrnil, ampak mu bo kvečem pomagal, ne, in to mi všeč, pri nas pravijo, naša scena razdvojena, ono, tretje, en čez drugega. Ja, ampak pri nas se je v tem studiu v teh letih res, ne vem, kdo ni bil tle, ne. Vsi so bili tle in od vsega sem potegnil, videl takoj tudi neke napake, ampak vidiš pa tudi ogromno ene ljubezni, ene želje in taki pravi potem ti ostanejo in z njimi greš skozi neko obdobje življenja in dejansko pravijo, tudi v ljubezni imaš določen čas, ne, ko je res to intenzivno, potem pa preraste v ljubezen forever, ne. Isto je tle v muziki, ne. Gremo skupaj z enimi ljudmi, ki ni nikoli premalo prostora, da se ne bi še kdo dodal zraven, ne. Tako, ko ena komuna, ne, hočem reči. Ja, mislim, en community, ne. Ja, ena skupnost in res sem pač prvo tu, ne, kar si rekel, ne, se pravi, danes je vse insta in pa jaz nimam pojma, kako poteka glasbenikov v pol, da smo si vsi na jasno, pojma nimam, moj bratranc ima isto band,
iz Ajdovščine, in je isto pač hud, piše komade in ni pevc, ni lit, on je, mislim, da je ritem kitaro igral, kako se že to reče, neki malga, vem jaz teh izrazov, če kaj rečem, lahko se smete, ker nimam pojma, res nimam pojma, ampak in nimam pojma, kako ta pot gre, ni mi niti jasno, kaj je pomembno, da uspeš, kako uspeti v glasbi, kaj je tle zadnji, in mi je res zanimivo vse, kar si zdaj povedal, vem, da so ljudje, ki bodo ven spravili karkoli, kot si rekel, za denar, samo da pač se plača, tudi vsi pač to industrijo močno poznamo, Hollywood in tako naprej, pač, je dost ne-real, bi rekel, glasbe, ki jo težko čutiš, ker vi glasbeniki to znate bolj povedati, jaz sem pač meni je najtežje gor, ko reče, kakšen žanr glasbe poslušaš. Jaz sem ne vem, stari, kar v tistem trenutku čutim. Jaz nimam Ja, vse to je to, ne? Ja, pač kar takrat čutim. In še pesem je, jaz se ne moram postaviti za, ne vem, rečva Eminema, ker pač ene pesmi mi niso, pač ene so mi pa bolane, ampak na drugi strani valjda. Mi ima tudi Adi Smolar, je meni moj najljubši glasbenik iz otroštva. Ja, car. Se pravi, kako zdaj, ko sem bil jaz mlajši, kako bo služil Adi Smolarja in Eminema? Ne vem, kaj bi paš. In mi je pač ne vem, nekako da tudi meni osebno mi tle, da tako, pač tu, kar čutiš, za te in greš, sploh, kar se tiče umetnosti, bi rekel. Ker recimo, na koncu glasba je ena oblika umetnosti izražanja. Mi smo tle tudi eno gostjo Miraje, Nizozemko, ki živi v Novem mestu, ona ima pa pač slikarka, mislim, oziroma pač artistka, ki riše in je rekla, imaš vizualno izražanje, je ona rekla temu, in imaš ti umetnost, ki se ljudje grejo, ki čez vizualno izražanje, se pravi, izražajo to, kar oni čutijo, kar je v njih, imaš pa vizualno izražanje, ker ti spraviš gor nekaj čist drugega, ona dela, mislim, da sestanke ljudi, istočasno, ko imajo oni sestank, ona tu spravlja na tablo in kot nek board, vizualni board, kaj se dogaja v tisti sobi in v katero smer se tu gre in tako naprej. Pač in je bilo tudi what? Pač tudi ne ločite vi med sabo, ker meni je pač nekdo lepo riše, je umetnik, pa je pa ona rekla, če tu masteriraš v to smer. Ko mi je res ki si rekel, da je ta res to za tabo in je rekel, ne bomo dali ven, dokler pač te ne bom slišal. In kako je bilo tu za tebe, se pravi, takrat si bil, rekel si, od glasbe bom živo, grem jaz na teraso in si mogel pojesti tiste pesmi, ki si rekel, ki ne čutiš, ampak vse to narediš. Kako je bilo tudi za tebe, ki si rekel, jaz bi radil tu ljudem, ampak kot si rekel, ena stran je bila strah, nisi si kar upal dati ven, in po drugi hotel si, da je tu res dober in ti je še pol tak, s komer si delal, rekel, pač ne bo šlo to ven, ker ni še na tem nivoju. Kako si se ti s tem spoprijel, ker tu se mi zdi, da gre marsikateri glasbenik čez. Mislim, da je nekaj dobrega naredil, ali pa da ima res dober komad, pa ni odziva tazga, ker si upal, da bo. V bistvu vsi mislimo, da smo najboljši na svetu, zdaj imam pa svetski komad. In v mojih tistih letih, ko sem recimo začel žaratom, takrat so glih Dan Dejevci eno predprodukcijo delali pri meni za en album, pa me je Nikola povezal z žaratom, tako smo se tudi spoznali. Sem šel k njemu in sem mislil, da imam najboljši album, da bom zdaj pokazal mu 10 top pesmi, in da bo on rekel, pizda, dajmo to ven. No in tam sem iztrčil zid, prvič, tako v tak konkreten zid, ker sem tudi sam vedel, da zakaj do takrat tudi sam nisem dal ven, ker res nisi čist popolnoma prepričan vase, pa da boš za tem stal. To izkušenj sem pa že imel, sem bil tudi v parih bendih vmes, tacaj. In tisti trk v zid je bil zame težko obdobje, tistih potem, koliko je bilo, 7 let do prvega albuma je bilo v bistvu to. Takrat se je začelo, takrat sem jaz zelo izgubil zaupanje v to, da jaz dejansko imam kaj povedati, oziroma da sem zmožen nekaj zapeti. Takrat sem se zmedel, v bistvu čist.
za kar sem danes hvaležen Žaretu, ampak takrat sem ga pa poslal v kurac čez 2 leti, pa sem rekel, da v 2 letih nismo nič naredili, 5 nekam. Ne? Ampak z leti skužiš, kaj ti on želel povedati. Ne? In mogoče je drug način obstaja. Ne? To sem se sam pri sebi naučil, ne? Da nekomu razložiš, lej, to pa to še rabiš, to bi bilo fajn, da raziščeš, tle si dober, tle nisi, ritmika ti je loša strana, ne? Intonančno si super, ne? Pa nobenega feelinga mi ne daš z vokalom, ali pa neki. Ne? V bistvu se mora vse sestaviti, ne? Da point je pa, da če ti prideš, recimo, res s pesmijo, ki ne vem, na kitara super zveni, pa ti zapoješ, pa je že to, ne? Tisto pesem je lahko sestaviti, mislim, lažje sestaviti kot iz nečesa, iz 2 kitic pa refrena zmetati, potem narediti dobro pesem, ne? Vsak artist ti lahko olajša delo, zdaj gledam to bolj z te producentske strani, ne? Ampak sam sem pa isto bil na tej poti, na kateri so tudi ljudje, ki do mene zdaj pridejo, ne? In ful je odvisno od karakterja ljudi. Eni so tako jim ego premaguje telo in dušo, da ne zmorejo čez to, pa vidiš v njih res, eni so res fenomenalni biseri, ne? Ampak rabiš leta, ne? Tako kot sem jaz rabil leta. Jaz sem tudi mislil, zdaj bomo pa to nekaj. Ja, ne gre, ne? Slej ko prej, nič ni narobe, če trčiš v zid. Problem zdaj mladih je, da ko trči v zid, je konc sveta. Gremo na štrk. Ja, ni konc sveta, človek. Kome si začel, ne? In z več težavami se spopadaš, boljši si, ko si starejši, ne? In veliko več veš in to je to, ne? To je problem, ne? Jaz sem pač ostal v muziki kljub parim res težkim porazom, ne? Še zmeraj se je po meni zgodilo, par festivalov sem hodil na njih, te razne evropske, med drugim tudi v Belorusiji sem pristal. Tako, eni izkušnje dobiš in en odziv ljudi, ki pa vidiš, tiste vse nekaj je, ne? Veš, v sebi itak čutiš, da imaš to, ne? Ampak pač srečaš različne ljudi, ki si jih različno interpretiraš v sebi, ne? In tudi različni ljudje, ne zna ti vsak človek povedati točno to, kar v bistvu moraš slišati na pravi način, ne? In takrat se veliko ljudem ustavi, vse se jim ustavi, padejo ven in ne vem, nehajo s tem ali pa se vrnejo čez leta, ko skužijo, ne? Pač sej nič ni prav, pa nič ni narobe, ne? Samo tako je. Ne, je tako, kot si rekel, ne, se pravi, prideš, razvijaš in pol dobiš ne, oziroma ne dobiš neja, ne, ta zid niti ni zid, ta zid je rekel, tudi je dober, tudi je slabo, pejt pa izboljšaj tu, kjer si pač, kot si ti rekel, loša strana, kar ti peša, ne, in dosti ti tu pol vzame, ok, to pomeni, da sem za nič, ne vidijo kot razvoj. In pol, ker si rekel, ker si na koncu rekel, ne, me je pa spomnil pač, ne, če pogledaš, za šport je dal dušo s kariero Jordana, ne, prvih 8 let v NBA-ju ni osvojil nič. Kako je njemu bil, pa je šampion, 60 pik dajo na tekmo, pa ni nič osvojil, ne. Ja. Se pravi, kaj je bilo tu, za kar je pač grindal je, ne, delal je na tem, v čemer je bil slabši in pol je prenesel noter in nekako se to vidi pri vseh gostih, ki so do zdaj bili in tudi pri tebi, da tu je vedno ta formula za uspeh. Ne gledaš, kaj manjka, kaj je ok, se pravi, nekaj manjka v mojemu performansu, kaj lahko še dodam in pol greš in tu natreniraš oziroma dodaš noter in pol vse. Ampak vseeno, ena stran, ki se je zdaj slišal, je, se pravi, ta tvoja glasbena kariera, ne, ti kot Bord Rose, kot pevec, kot nekdo, ki izda svoje albume, zraven si pa rekel, da si produciral. In če gledam medva, ti si postavil studio, kako si prišel do prve stranke, da si jim kar produciral pesem? Kaj so ljudje, ki rekli, on je postavil studio pa očetu v štali, zdaj mi vemo, kdo on je in mi pridemo k njemu in bi ti nam produciral komad. Kako si se razvil da pač imaš studio, v katerem tudi dan zdaj snema, konec koncev je tu
eden bolj uspešnih bendov v Sloveniji. V bistvu prva stranka moja je bil Marjan Novina. Prav spomnim se, enkrat me je klical, tam sem tudi Vrača, Primoža Moškona spoznal, ne, tudi njega moraš spoznati, ne, on z njim še zdaj skupaj igrava okoli, ne. Vendi klical, da imamo neko turnejo zagarantirano in smo tam bili mi spremljevalni bend od Marjana, ne, in tako sem jaz začel njemu 2 komada delati, tako sem se pol celo rolala kar nekaj, ne. Tako se je začelo, ne, in spomnim se, tudi z Jernejem sva snemala Zame nekaj, ki pa šlo na nek festival in tako, čisto spontano, itak se druži z ljudmi, ki so v glasbi, ne, in tako so prišle prve stranke, ne, v bistvu smo bili vsi zeleni, ko zajčki, ne, takrat, ampak tako si začelo, no, tako, ko se druge stvari začnejo, tako, ko se ti ljubezen zgodi, tako se je meni zgodilo, da sem spoznal prave ljudi, no in recimo takrat vem, da je bil Tokac že glih na meji, da bo nekaj ratalo, ali pa ne bo, ne, tudi on se je takrat soočal s tem in v bistvu me je on dvignil takrat, zato zelo spoštujem njegovo pot tudi, ker je rekel, lej, to sem jaz, ne, in to znam in je goral in tudi ni mu za kruh, ne, pa tega veliko ljudi ne ve, ne, da vsak uspešen človek štarta točno na podoben način, ne. Težko ti čez noč kar nekaj uspe, ker zato pa rabiš zadaj institucije, ki ti pomagajo k temu, če želiš takoj nekaj narediti, ampak boš najbrž tudi kmalu zmrznil, ne. Tako je treba graditi. Mine čas, rabiš čas, ne gre drugačno. Saj stvari, ki ostajajo dlje, rabi svoj čas, no. Ja, pa že zelo ful me zanima, producent, ne, pač, te meni kot lajku razloži, kva je naloga producenta, ker res, kako si zamišljam, ne, pač, čisto. Imaš band, oni pridejo noter in pojejo in ti pač snemaš tisto in tu je tu. Kaj pa pol producent naredi? V bistvu je tako, recimo primer, evo, zdaj je prišel en band iz Novega mesta, fantje so, ne vem, 18-19 stari, zelo dobro so zastavili pesmi, ne, sicer oni so v filmu s Plašnicom, ne, zdaj to je najbrž the best na tem svetu in pol so prišli do mene, smo to poslušali, pa sem rekel, da to pa to bi drugače, pa to bi drugače, to potem dela producent, ne. Skuša na najboljši način izvleči iz ene pesmi oziroma iz ene skupine ljudi ali iz solo izvajalca tiste najboljše stvari, ki jih ima. Zdaj, eni delajo tako, da poslušajo pesem pa rečejo, aha, od 20 pa do 30 sekunde, tle me je nekaj premaknilo, dajmo iz tega zgraditi pesem, ker drugi vse za nič, ne. Ali pa reče, celotna pesem je dobro zastavljena, ker je nekdo v bendu, ki je dober avtor, ki zna dobro delati, ne, in pač fora producenta je, da prepoznava dobre stvari, ne samo glasbene, ampak tudi v ljudeh, da skuša že tako pesem narediti, pa tako z njimi posneti, pa zaranžirati, da se oni začutijo, da to začutijo, ne da ti narediš zdaj sebe iz njih, ne. To je napaka, ne, in to se kot mlad producent sem jaz tudi delal napake, da sem ful neke svoje stvari preveč daješ not, ker se učiš, ne. Pol z leti vidiš, okej, to ni več ta bend, to sem preveč jaz, dajmo tako, dajmo jim pustiti, naj sami, fajn je, da čim več sami delajo, pa se razvijajo, pa da imajo doma neko zvočno karto, pa da se snemajo, pa da si to pošiljamo, ne. Imam recimo en dober duo je, ne, fant pa punca sta, Lum se imenujeta. Tam je pa čisto drugačen pristop, kot do zdaj, to me je pri njima ganilo, ker je rekel, Tadej, ta pevec, ki piše komade tudi, ne, je rekel, jaz ne čutim, da sem še zrel, na nek tak način je rekel, jaz ne čutim, da sem še zrel, da bi to dal ven, oziroma jaz bi rad
tu razvil tako res, da ko bo, ne, to ful redko slišiš, ne. Pri mladih, samo fuck, dajmo čez 14 dni to na Instagram vršiti, kar bo, ne, nič ne bo. Pač bo, 2 dni bo, ne, 2 dni bo vse na hype naokoli, the best, te srčki, lajki, čez 2 dni, fucking noben ne ve, kdo si, kaj si, kdo, ne. In Tadej, recimo, je eden od teh mladih, ki jaz verjamem, da so pravi ljudje z pravega testa, ki čutijo, da ne gre to kar tako, ne. In razume, kar mu poveš, ne. To je ful redko zdaj, ne. Okay, se pravi, eno tako, ko bi rekla temu nasvet ali pa tip za mlade, ki se danes, da naj pač, kaj bi ti rekel, iz tega, kar si povedal, je eno, kar slišim, je, da pač bod potrpežljiv, ne, uči se, bod se pripravljen učiti, bod potrpežljiv, poslušaj bolj izkušene, ne, pa ne zgubiti sebe. Ja, pa bodi tudi zajeban, ne, mislim, sej ne rabiš zdaj vsakega poslušati, kaj ti vsak reče. Tukaj se moraš imeti rad, pa tukaj moraš verjeti vase, da rečeš tudi komu, fuck off, pizda narobe. Ne. In tega ni, ali so ljudje ful vodljivi, ne, ali so pa ljudje ful zakomplicirani, ali so pa the best. Noben nima vse, ne. Mislim, vsi imamo vse, pa noben ni že narejen prišel na svet, jutri sem pa tam pa tam, ne. Jutri bom pa Elvis, pa me bo cel svet poznal. Ja. Ok. Kaj pa, ki smo že pri tem, sprav producent, svoja glasba, je kaj vplivalo tu na tebe, da ti pač tvoja solo pota, ne, oziroma tvoje glasbeno izražanje, ne, ko ti ni šlo, pa ki si produciral druge bende, ki si pa itak slišal, da jim gre, sploh recimo, rekel si, ene od teh je Dan D. Ne, se to nisem izproduciral, jaz sem tle sem studio rental. Ok. Oni so imeli Žareta ali pa recimo hude producente takrat, jaz sem bil zelen, ne. Ampak sem pa se učil od njih, ne, pizda, tako to gre, ne, Veš, od vsega si nekaj vzel, kako je vplivalo name. Včasih sem bil neučakan, ne, sem rekel, veš, ko si mlad, pa misliš, zdaj pa moraš, ne, pa v bistvu v drugih slišiš, če pri 25 ne boš nič ven dal, stari, tudi pri 40 ne boš, je konc, ne, pa to ni res, ne, to je totalno zlagano in to je neka fama v ljudeh in če nisi dost lep in če nisi vsi vse okoli delajo razen bistvene, ne, recimo, dobro, mozgu narediti, ne, vzeti si čas z nekom, vzeti si mesece časa, da narediš eno dobro pesem, veš, in ta pesem te bo zaznamovala, ne, in ne moreš to v enem tednu narediti, lahko, tudi to lahko narediš, ampak čez 2 tedna jo boš šel poslušati, pa boš rekel, kaj sem pa tle gruntal, ne. Da. In mislim, mene je, jaz sem itak skozi tuk dela, tudi z drugimi, da nase nisem nikoli nisem pozabil delati zase, ampak je bilo tudi tako zanimivo za druge delati in nekje v sebi sem zmeraj vedel, da jaz ne bom neke kariere fural, ampak da bom z leti, ko bom starejši, bolj ko ne se nekam v ozadje postavil, pa delal za druge, pa drugim predajal, kar sem se naučil, ne. Čeprav izdajam pa prišel do tega svoje spoznanja. Sorry, ki sem te prekinil. Veš kako, ne, ni nobene panike. Pač z leti se ti tudi več ne da tako okrog skakati, pa špile imeti polno, čeprav recimo zdaj, ko ni špilov že 1 leto, bi ubijal za 5 špilov, ne, konkretnih, ne. Pa vidiš, ko se ti enkrat to zgodi, pa vidiš, da bi šel, ne, ampak zdaj imam pa otroke, zdaj imam družino, imam 2 super sina, ki sta mi pa v bistvu najbolj pomembna na tem svetu in sem pripravljen z lahkoto, pustim čisto vse, ne. Spreminjaš se kot človek, ne. Ko sem bil mlad, mi je bilo pomembno samo muzika, ne. Zdaj pa tudi se mi zgodilo, se mi je življenje vmes, tako kot se vsakmu zgodi, ne, in ogromno enih izkušenj,
ki jih na lastni koži pač moraš dati skozi. Ne. Nič ni več vredno kot to, da si sam tepen po hrbtu. Ampak v bistvu vse to vpliva na te. Ne. Vsaka stvar vpliva na te, če si dojemljiv, če čutiš svet okrog sebe. Ne. Včasih sem si želel biti na sceni, pa nekaj. Zdaj, recimo, si želim samo dobro pesem dati ven, tisto, ko bom čutil, dam ven, ker od tega tudi živim. In upam, da se bo enkrat sistem tudi v Sloveniji vzpostavil tak, da bomo ljudje lahko dejansko v redu živeli od tega. In želim si delati za druge. Ne? Ni mi več to pomembno. Rad grem igrati, rad grem na špil, ampak sem se najdel v tem, da si ustvarim en krog ljudi, za katere delam in za katerimi je res fajn delati in s katerimi pač nekaj gradimo. Ne. Vrhunsko, iz te smeri, veš, kaj vzameš glasbenik, sprav glasba je široko področje. Si ti rekel, da te je vedno zanimala. Ne? In zdaj smo prišli iz Unga, svoj band, pa pol iz studio, pa nekaj producira, pa zraven hoče svoje pesmi, pa ne. Sprav, res bi rad, sprav, prav vseh je tako išče se, pač res se, najdu si, kaj je tu, kaj je ta stvar, katero lahko drugim rečeš, glasba je moja strast. Ampak glih tu je, da ki si mlad, mogoče ne veš točno, kaj v glasbi, in da si pripravljen se učiti in odkrivati, kaj je tu, ker si ti prišel do tega zdaj, ki si rekel, pač jaz bi rad podpiral druge, stal za drugimi, pač njim predajal, kar se jaz naučil. In da v tem noter najdeš pa to svoje, bi rekel temu poslanstvo. In je pač res izjemno. In še bolj izjemno je pa to, ki si rekel, pač do 40 nisem vedel točno kdo pa kaj sem. Kar je pač ono, danes pa vsi, tudi jaz, ki sem bil mlajši, ki si vzgajan, pač 18 let, ko greš na faks, pazi, kaj boš šel, ker tu boš delal naslednjih 40 let, ko boš končal. In pač, danes vemo, da priporočajo na 5 do 7 let zamenjati službo, ampak vseeno, glih se mi zdi, da tu je tu, pač nikoli ni prepozno. To je eno tako močno sporočilo, ki se danes, ki si ga ti dal, ki ga večkrat poveš, ni prepozno, pač nima veze. In res je, ko ima neki dušo, bi rekel temu, ker se pač ti, ki si rekel, ki čutiš, je fasada ni pomembna takrat. Tako ne vem, s tem sem se povezal, ki si rekel, pa ne bom dal slep, pa ne bo šuno, pa ne bo tretje, ne pa glas ti bo upešel. Pa ker je nekaj res dobro, ker nekaj res čutiš, sploh ni pomembna ta imidž sprednji, ker takrat se nekaj drugega premakne v ljudeh, po mojem, energija je, pristna človeškost, humanost, ki pač tega ne glede na to, kako nekdo zgleda, oziroma koliko je star in kaj drugega počne v lifeu ali pa ne počne. Tako radi obsojamo druge in tako naprej sodimo, kdo je kakšen. In tako. The best. Se pravi, studio, ki si rekel, ga rentaš. Tu si ga pa naredil s tem tudi namenom, da ga boš rental, ali tu se je zgodilo, da so eni prišli, pa so rekli, pismo imaš ti dober studio, mi bi tle snemali, si ga lahko sposodimo in zdaj je tu pač del tvojega biznisa, tudi da sposojaš studio. Pač se pravim, začelo se je v eni sobi, s katerim sva s pokojnim kolegom sicer mi pomagal jo narediti to sobo iz lesa. Še zdaj sem tako v njegov spomin, imam to sobo še zdaj v istem lesu, ko je bila. Tako, res je tako z eno ljubeznijo tu začelo, pol pa v bistvu ti zmanjka prostora, se širiš obzorja, vidiš, da rabiš boljši plac, da boš boben posnameš, da to so te stvari, ki v bistvu politik vidiš, da nič ne rabiš, ampak takrat sem pa misliš, da rabiš, kramp v roke, dajmo še eno sobo narediti. In tako si je z leti izgradil čez cel objekt, res lastnorožno s prijatelji, ki so zmeraj okoli mene tle, veš, zmeraj imaš entuzijaste, ki vidijo v temu smisel, ki pridijo radi, ki vidijo dobro energijo,
Mi smo tako, nič ni obvezno tukaj. Ne? Pač normalno studio ima neko ceno, vse se da zmeni, če vidiš v bistvu kakšen potencial v ljudeh, v bendih, valjda jim daš normalno ceno. Nihče ne more reči, da smo jim kdaj kaj zasolili ali pa bilo kaj. Ne? Ampak to je vse iz te ljubezni nastalo, ne? In nastaja naprej. Ne? Sej, težko te kdo ustavi, razen kakšno zdravje kdaj. Ne? Če se najdeš, ne? Jaz sem se res najdel. Jaz moram reči, da ko opažam ljudi, da največje težave so sploh pri ženskah. Ne? Mi fantje tu, mi to najdemo. Eni mehaniki, eni uno, eni trijeto, hitro se mi popredalčkamo. Ne? Ženske imajo pa blazne težave. Skoraj do konca življenja, tudi nekatere. Najdeti treba smisel. Ne? V nečem moraš začutiti, pa se ne preveč spraševati, ne uno, sem uno. Sej, ko čutiš, ne? Predvsem je težava v tem, da se ljudje težko v nečem najdejo in ustrajajo. Recimo, jaz sem imel to srečo. Jaz sem zelo srečen človek zaradi tega, imam pa na drugih področjih težave. Ne? Nisem jaz milijonar, nimam zdaj denarja, da bi se preseraval, ampak sem z vsemi težavami, ki jih imam, sem zelo srečen človek, moram reči. Ne? In glih zaradi tega sem srečen, ker se zbudim s to strastjo, da bom recimo danes miksal nekaj za Aniko zdaj delam, ali pa za en dober mlad band, Crossroads. In ko je noč, eni ljudje spijo, eni pa tuhtamo, kako mi jutri to kitaro zrihtal, zakaj mi to ne dela. Ne? In to je ta strast, ki gre kar iz dneva v dan, iz leta v leto, iz desetletja v desetletje. In očitno, dokler bom tle, bom jaz to čutil. Ne? In to res, jaz mislim, da največji nauk oziroma največje darilo to, da v življenju pogruntaš res ono, kar te res strastno okupira. Ne? In da seveda ohranjaš realno stanje okrog sebe, da moraš preživeti, da moraš tudi narediti stvari, ki pač jih drugače ne bi naredil, ne? Ampak jih moraš. Ne? Jaz sem recimo tudi mogel na terasah igrati, pa še zdaj grem, pa so what, ne? Sicer bi šel, ne? Pa zdaj ne morem iti. Ampak ni problem, če imaš pred sabo nek cilj, ki ni problem tudi kakšne ovinke delati. Ne? Samo da imaš cilj. Ne? The best. To si tudi mene inspiriral v tem smislu, veš, jaz rad streamam, res sem rad tle. Pred tole kamerco mehno, z gosti, z gamingom, z communityjem, ki so pač legende vsi, ki so tle noter. V JP Famu kličem jaz. In imam pa ta, ne si me inspiriral, ker pač meni pa v te objave delata, veš, ker pač drugače tle ne gre. To je pač del tega biznisa. Sukaj pri tebi, ne rabo si igrati, muziko ne moreš delati, težko jo delaš, če jo ne igraš, ne, bi rekel temu. In si me pa zdaj inspiriral. Je pač ok, to je ta ovink, oziroma nekaj se boš naučil, ker bom pa zrastel, pa bom lahko nekoga plačal, bom en drug to delal. Rabiš se pa nekaj naučiti tudi zaradi tega, da mogoče pol kasneje ne odplava v neki smeri, v kateri se ne želiš, ker če bi čist drugim zaupaš, mogoče glih pol tu zgubiš, kar si ti prej rekel, ne. Ker pa je več producenta v muziki, kakor benda, ne. Tu pa tudi ni namen, ne. Tako da res the best. Hvala ti. Ful mi je fascinantno, ne, sploh, ka vem, pač tam na vasi, tek si fantje pomagate, tako ki si rekel, gradiš ta studio, ne, ki je vedno večji in tako naprej. Pa me zdaj tako ferbec matra, sprav dva vprašanja sem. Eno je, kdo so te večji, ki so pri tebi snemali, ki jih mi poznamo, rečemo, ki so tako znani. In kdo je pa mogoče, kdo so pa oni bendi ali pa posamezniki, glasbeniki, ki so te pa tako, ki so te pustili največji pečat in zakaj? Mislim, največji, ki so snemali, so sigurno Dan D, ne? Mislim, snemali so vsi, recimo basist od Siddharte, Jani HC, sva delala na mojih stvareh, je posnel, ne vem, 30 pesmi z mano, ali pa Janez Gabrič, ki je pri Laibachih igral.
od tabujev do Bigfoot mame, do ne vem, res ne vem, kdo ni bil tukaj. Ne? Ampak največ so meni pustili ljudje, ki sem z leti videl, da so res v temu. Ne? Dejansko so v temu. Ne? So ljudje, ki jim je tu pač poleg njihovega biznisa, ki ga delajo, čist nekaj drugega. Ne? Recimo en zelo znan muzičar, ne bom ga imenoval, je pač, on je v bitcoinih, v vsem temu. Tle je pa pač špila v tem bendu, ki je ful znan, pa špila za to in je tam čist drug človek. To je mene fasciniralo, da ko je on s kitaro v rok, je drug človek, kot pa v svojem svetu. In takih sem ogromno videl, tudi, ki znajo super kombinirati, očitno imajo to energijo in to moč, da znajo moskomet za, ne vem, rečemo hobi, v biznisu in so uspešni tle in tam. Zanimivo, ne? Najbolj so me pa inspirirali in še zdaj me fascinirajo ljudje, ki so pa bili pripravljeni, ne vem, jaz mislim, da vse zgubiti, samo zato, da jim muzika ostane. To je pa tako, ne? Ljudje, ki v bistvu zamenjajo noč za dan tudi, ne? Ker res po noč, če ustvarjaš muziko, veš to, ne? Da po noč, ko ljudje spijo, tudi drugače funkcionira energija okoli nas in je lažje potegniti iz sebe in iz vesolja neko melodijo, nekaj večjega, kot pa čez dan, ki je vse napeto in sem čakaš, kdaj te bo kdo klical, kdaj ti bo nekdo ti živel, kam moraš plačati, pa tam imaš mir, tam imaš svoj svet. Ne? In inspirirajo me ljudje, ki cel life že to počnejo in dejansko so še živi in zdravi in so res srečni, ko se z njimi pogovarjaš o tem, kako je v enem komadu, kako mi tam nekaj ne dela, kaj moram zdaj narediti, da bo to zafunkcioniralo. In to iščejo, ne? In to me inspirira, in me navdaja z upanjem, da tudi v mladih, ki zdaj prihajajo, vidim v enih ljudeh, je to, ne? Še vedno to, kar ne zgine, ne? In gre naprej. In takim ljudem najraje pomagam. Ne? In res, to mi je tako, to je to. Ne? Yeah. The best. Ne, veš, kaj mi je tudi prišlo zravno idejo, ne? Se pravi, doše v družbi, moje opazovanje, ne? Se pravi, tega nerazumevanja, nesprejemanja drugačnosti. In se pravi, ti moraš živeti zjutraj, se zbuditi ob 5, ker te knjige obstajajo, ker jih pišejo uspešni ljudje, kar za njih deluje. In po drugi strani se mi zdi se ravno pa zanemarja te ljudi, ki jaz sem tudi en čas imel obdobje, ki mi je bil ponoč najbolj čuti. Pomeni, ljudje je pa kako ponoč, sem rekel, pa tak mer je ponoč, razumeš, res, takrat brain lahko divjaš kamorkoli, noben ti nič noče, dihaš lahko, tako ki si ti rekel, brez tega dneva, ne. Kar je pač dan je super, je lep, si tam zunaj, se družiš z ljudmi, je vse the best. Pač kaj je problem? Mislim problem. Ja. Sorry, ker sem te prekinil, ampak si mi dal idejo, da nekaj povem. Ne? Nam je tle na Dolenjskem lepo, ne? Mislim, dajmo zdaj to razčleniti. Zakaj sem prej omenil Brežice? Zakaj meni je bilo v Brežicah tako fajn? Ker sem mislil najprej, kam sem jaz prišel, ampak ker tam živijo ljudje strast. Ne? Recimo, tukaj sem jaz, recimo na vasi, ne? Jaz sem najbolj fucking človek, ne? Pač, zakaj to človek ne hodi v Krko v službo? Ali pa ljudje so navajeni tukaj, vsak ima svojo službo, vsak ima 2 avta, vse poštimano, in če ti nisi del tega, si pač kreten, bedak in si izobčen. Enostavno si... Ali pa lenuh, ne? Ali pa lenuh, ne? Ker nič ne delaš. A noben ne ve, da najbolj delaš, da si ti 24 ur na dan v tem, ne? In to je problem. In dokler ti to ne... In enostavno ti okolica narekuje
narekuje in sugerira, dokler nisi tako šibak ali pa tako močan, da rečeš pičkava materna glupa, jebite se. In enostavno sem jaz do tega prišel z leti, zdaj, mogoče 2-3 leta nazaj šele, da enostavno me to več ne gane. Ne. In to je težko, ne, ker živiš v okolju, kjer so ljudje navajeni reči, ko pa so se rekel, pizda, ko bo pa una rekla, pa ko je kurac, naj reče krče, ne? A veš, kdo meni pomaga, kdo je z mano? Jaz sem sam se sabo, pa moja družina, ne? In pa neki prijatelji, ki jih imaš v življenju in vsak ima tako, ne? Samo mi damo vsi na okolico, wow, zdaj moramo pa izpasti ful lepi, pa ful urejeni, pa ful mora biti vse pospravljeno. What the fuck, to je suženstvo, ne? Zame je to suženstvo, kar živijo ljudje okrog mene, ne? Ja, mislim, sploh te, ki tu komentirajo, če so iskreni. Oni, ki so srečni, niti ne komentirajo, oni pač te razumejo. Jaz sem srečen v temu, on je srečen v temu, to je tu. Ne, in kar so še prej hoteli izpostaviti, pa nisem je pa to, ne, razumevanje mladih, nekaj dosti pride tega, ne, pa naš iz cele noči po koncu tam v sob neki piše, ne, pa kvamo bo tu v lifeu, ne, No, se to, o tem govorim. In tu sem mislil, ne, da če lahko damo, da ne, pa zdaj te razumeti, dajte priložnost, se lahko na koncu itak, po nekaj letih, ne, vsak prije do tega, pač ta leta, ali se bo tu sprevrglo v neki za življenje, v nek uspeh, pač je tu strast, ali pa je pač probal in je tu bil pripravljen vložiti vse, kar je bilo v tem trenutku, kar si ti rekel, ne, so ljudje pripravljeni res dati vse, da vidijo, če je tu neki in pač ni in pol enkrat ni več in je šel v drugo smer in zdaj pa pač živi po nekih družbenih normah, ampak seveda ne. Škoda je največji ta, ne, kar je meni ful zanimivo je pač, kako hitro se znamo obsoditi, ne, tako pa tako mora biti, ne, takrat se moraš zbuditi, pa takrat moraš iti spat, pa takrat moraš tu, pa pol je tu, ne, in ni pa tega, da pač človek dela, ustvarja nekaj, razumeš, in vse, kar si vsi želimo, je živeti pa biti srečen. Jaz vedno na mojih delavnicah, veš, na mojih delavnicah vprašam ljudi, ne, mlade in učitelje in starše, sem isto vprašal, kdo tle noter si želi biti srečen v life? Vsi dvignejo. Kdo tle noter si želi biti ljubljen in ljubiti v life? Vsi dvignejo roko. Poračam, zakaj pa živite tako, kot živite? Zakaj pa bolj pomembno, kakšen polar ima sošolc? Zakaj pa bolj se delaš norca iz te sošolke, iz unega sošolca? Zakaj se sekiraš, kaj mu reče, kaj bo tretji? Zakaj ponižuješ ljudi? Zakaj živiš, da te bo nekdo glihar ubil, pa ni nobenega nikjer? Niti ne veš, kako pištola zgleda, pa se ti zdi, da te bo skusil. Vsak pogovor hočemo preživeti. Se ful significant smo v stvareh, ja ne vem, kaj bi delal v lifeu, star sem 16 let. Ja, star si 16 let, hvala Bogu, da ne veš, kaj bi delal v lifeu, ker nisi še skoraj nič probal, ne, ali pa večina ni, ne. Pač, in mislim, da tu je ful pomembno, kar si ti izpostavil, da ja, pač, sled temu, kar hočeš in če je pač noč ta, kjer se počutiš doma, pa pač bod po noč doma. Mislim, da kar je tle glavni manjko, je ta komunikacija. Mi ne skomuniciramo, ne pridemo pa rečemo, po noč imam te ustvarjalne urce, tu res rabim, tu si želim, če lahko razumete, da best, če ne, in kaj lahko naredimo, da bi vseeno v tej skupnosti, ne, kjerkoli si, da se pač saj tu dobro počutimo, da drugemu ne skačemo po jajcih, po domače rečeno. Še zmeraj, da ne bo narobe razumljeno, je pač, če imaš družino, je treba za družino poskrbeti, še zmeraj moraš najti svojo pot, ki pije vodo, še zmeraj moraš otroka previti, pa se z njim ukvarjati, pa iz njega probati narediti, pa mu pomagati, da je človek, ne, da ni žival, ne. Ampak še zmeraj pa moraš najti čas zase, ne. Kako najdeš ti ta balans? Kako v dnevu, kako recimo, če v bistvu težko, en poprečen dan opišeš tvoj? V bistvu težko, ampak ni mi pa težko, ne? A veš, kaj hočem reči? Jaz grem strašno rad po sina v vrtec, pa sva skupaj popoldne, pa preživljamo. To so najlepši trenutki življenja, ne? To mi tudi mozga ne more dati, ko sem tle sam v sobi, pa veš, ko imaš enkrat otroka in ti to najbrž veš, ne? Prilagodiš življenje temu in
da je njim lepo in ker je tebi tudi lepo, če je njim lepo. Ne? Ta balans najdeš, sej mogoče 3 dni ne narediš zaradi tega, ker si mogoče utrujen nič, ne? Pa se pol 4. dan nabere že toliko, da lahko stresiš to v 2 urah ven. Kakorkoli, še zmeraj je to moja služba, ne? In ko je recimo otrok v vrtcu ali pa jaz si dopoldne recimo malo tako zmenjeno z Laro, da jaz recimo delam 4 ali pa 5 ur, se lahko umaknem in naredim posel, mozgo ali karkoli imam za narediti, da imam eno disciplino, ker ful je pa fajn, kljub temu, da si neka umetniška duša in da te premikajo mogoče neke sile, ki jih ne znaš obrazložiti, ne, je fajn imeti disciplino. Ne. Vsi moramo imeti disciplino, ne, in da najdeš 4, 5, 6 ur na dan za to, da pač oddelaš stvari, ne, in je to super. Ne. Pa če po noči še 2 ure utrgaš, da pa delaš nekaj res duhovnega ali pa kakorkoli že se temu reče, in je to, ne. Takrat, ko te pa otrok rabi, si pa z njim, ne, in vse se da skombinirati, ful se da, res se da in lahko je lepo, ne. Tako da the best. Res je, pač res je, ne. Ja. Res super, kar si povedal. Res je pač komunikacija, ne. Pač moraš, kot si rekel, z Laro malo zmenjeno, ne. Nisi se ti tu spomnil, pa ti začel to furati, brez da bi ona to vedela. Ne, pač poveš, lej, takrat bom delal, pa ona reče, ja, pa bi bilo dobro, da bi pač v komunikaciji se vse zgodi in tle pač se mi zdi sploh glasbeniki oziroma ti, ki si veliko v poslušanju, veliko več kot v govorjenju, ker ti poslušaš, gledaš, kaj manjka, pa poslušaš še enkrat, spet gledaš, kaj manjka, spet. In pač taka priložnost, da povem, ne, da pač 90% komunikacije je v poslušanju, ne, ker ti poslušaš drugega, kaj si on želi, tako ki si ti rekel otroka, ne. Pač na en način so starši nas poslušali, prejšnje generacije mlajše, zdaj mi lahko dodamo veliko več poslušanja noter, ne, kar ne pomeni, da noter ne boš prinašal odgovornosti in ga, tako ki si ti rekel, učil biti človek, ne, da ne bo pač, ampak še smeram v to poslušanje, kaj je njemu pomembno, ne, kaj si on želi, da je to bolj pomembno, kot kaj si jaz želim za njega, ne, ali pa kaj bi je meni pomembno za njega. In isto v komunikaciji, ne, kaj je Lari pomembno, da lahko vedva skupaj sobivata in živita družinsko življenje in ta ljubezen, in da še zmeraj zraven vsak živita, kar je vajina pota. Ja. Sej se da, ne. Sej, da ne bo narobe razumljeno, ne. Sej, starši so nas v najboljši veri vzgajali, ne. Sej, vsak starš ljubi svojega otroka, ne. Če je normalen človek, ne, bo vse naredil, ne. Ampak pač svet gre naprej, ne, se razvija drugače, ne. Drugačni smo, ne, in lahko veliko več damo, ne. Lahko prej pomagamo, ko so lahko včasih. Ja, danes smo imeli debato, smo bili pri moji babici na kosilu, ki je pač dedi je umrl, v sredo bo 1 mesec, ne, in je pač sama in pa zdaj smo malo več okrog nje, ampak jaz tudi vidim tako pač, tudi že prej smo bili dosti skupaj, zdaj smo mogoče malo več. In smo glih to debatirali, sem rekel pismo, lej, sem rekel, ja, ne, pač jaz se spomnim enkrat debate, če to dam noter, sem imel starši debato, ne, pač ne sem star 17-18 let, sem rekel pač, ja, meni je the best, kako imata vedno med sabo, jaz hočem imeti še boljš. In sem takrat mislil, da boste rekla, pa ne gre boljš, pa kva ti misliš, pa tako sta rekla, ja, the best, super, pejt za temu, ne. In pač, danes smo imeli tako debato, sem rekel, lej, pa glih point je tu, ne, da vsaka generacija nadmudri prejšnjo, ne pa da prejšnja generacija zdajšnjo reče, pa kaj, po eni strani, ne, se veš, izraz na mladih svet stoji, ne, pa ljudje rečejo, na mladih svet stoji, po drugi strani pa kva te ta mladi vejo, poglej, celi razglašeni ne vejo, kje imajo v glavi, ja, nič ne vejo, nič ne vidijo, ne, pač, in pol kako, ne, kako pač ta svet deluje, in se mi zdi, da je res pomembno ta, mogoče kar manjka in kar ti prinašaš, kar glasbeniki prinašate notri, glavno to poslušanje, ne.
pač se dogaja v poslušanju glasbe, se res dogaja v poslušanju. Sej jo izraziš, sej daš ven, ampak je... Se življenje tudi dogaja v poslušanju. Točno to. Kako ti poslušaš, tako če greš. Slišiš prav, ne, ali ne, ali kaj. V dečkih prav, ne. Tako da, vi so pač res top shit. V bistvu še eno vprašanje imam, ki se nanaša bolj na, se pravi, vsakega gosta, ki je v partnerski vezi, vprašam, kaj pa srčika vajnega, malo smo že načela to temo pa vsem. Kaj ti vidiš, da je tu ta srčika, ta glavna stvar vajnega odnosa z Laro? Tu, ali se čutiš prav, ali se pa ne. Sej to je spet problem, ker rabiš leta, ne? Da ene stvari skužiš, ne? Mislim, glavno je to, da v bistvu v vsakem partnerstvu je problem in je lepo, ne? Ampak včasih je problem večji, kot pa se zdi na prvo žogo, ne? Oziroma problem rata, ko si nekaj časa že skupaj. In stvar je samo v tem, da se moraš naučiti poslušati tudi ne samo sebe, ne? Ampak tudi druge, ne? Da nimaš zmeraj prav, ne? Da jebi ga, moraš si priznati, ne? In največji problem je, da moški si zelo, zelo težko priznamo. Fuck, kurva, sem blesa, sem zajebo, ne? Ampak si zajebo, si stari, pač ni tle. Moraš, mislim, sej najlepše, če je tvoj partner srečen, ne? Zdaj pa do te sreče pride, da sta oba srečna, ni tako lahka pot, ne? Od začetka je vse the best, ne? Ampak pol pa ne, včasih se vsi prehitro razidemo, ne? Pa sej obstajajo ljudje in strokovnjaki, ki ti lahko pomagajo, ko prideš do nekega zidu, ne? Ker prideš do zidu, slej ko prej, ne? Pa se ga da preplezati, ne? Ko si starejši, ti to bolj jasno. Pač, ko si mlad, si vihral, pa, ne? Veš ono pesem od Balaševiča, ne? Kad sem bil 20, bil sem laka roba, ne? Okay. Ne, ja. Ne? Štekam. Se pravi, ampak tako, če pogledaš fajn odnos danes, kako deluje, bi rekel, deluje zakaj? V bistvu ta svet, recimo moj svet se vrti okrog otrok in njen tudi, ne? In dobro usklajujeva te stvari, no. Tudi ona je sprejela mojega sina odprej, čez dalje lepše nam je, ne? In vse stvari v komunikaciji. Komunikacija mora biti. Če ni komunikacije, ni nič, ne? Ni. Nič ne obstaja. Ne? Vse umre. Ja. Ne? Tako da ni fajn 3 dni biti vsako svojim vogalom, ampak čim prej rešiti, pa čim prej se pogovoriti, pa se znati upravičiti po to, ne? Vsak dan se kaj zgodi, ne? V življenju. Res. Mislim pač, se strinjam, pač v komunikaciji se znati upravičiti in pol iskati rešitev, se mi zdi. Da jaz rečem vedno tako, kjer je ljubezen, je pot. Če pa ne ljubiš, se pa tudi upravičiti ne moreš. Joško pa Petrova Petica pravita za zaštekata. Mogoče včasih se zgodi, da video zašteka na Twitchu, ker jaz oddajam v 1080p resoluciji, te najvišji. In zdaj, če nimate tako močne povezave, včasih ne gre čez. Tako da mogoče spodaj imate ta kolešček, pa piše settings, pa imate gor quality, pa malo zmanjšate kvaliteto. Na 720p, 60 ali pa 480p, kar pomeni, da bo slika malo manjše kvalitete, ampak bo video tekoč. To se tudi meni zgodi počasih pri kakšnemu streamerju, kadar nimam dobre povezave, da video vmes zašteka, pa pol rab, da ga naloada. To je zaradi tega pač, ker včasih povezava ni tako močna ali pa včasih pa grafična. Sem tle dvomim, da je grafična, ker je slika precej enostavna, ni kompliciran video, to bi bil prej problem na moji strani. Tako da mogoče kaj tazga, no, malo zmanjšite kvaliteto, pa bi vam znalo reči. Drugače pa ne znam pomagati. Je pa tudi res, da v času korone in te epidemije je tukaj veliko več streamerjev, raterov, ker je pač folk doma in radi gamejo in pač nič, vsi imajo že dobre kompjutere in stisneš on live in pač vsak lahko streama. Da je tudi na Twitchu taka populacija ljudi, ki streama, da je da zna včasih pač serverji ustaviti ali pa ne nalagajo strani ali pa kar zmrzne. Tudi meni slika od kakšnega, ki mi ni nikoli mi včasih zmrzne. Tako da
the best, Joško, upam, da ti bo res delovalo. To je v bistvu so prišla do konca, veste, da ljudje, ki te niso poznali, so te zdaj malo spoznali, da smo videli malo, kako je tvoja zgodba poteka, ali še in da jaz ti res želim vse najboljše sploh, pač, tek si rekel Crossroads, to je od moje žene brat noter, pač ne, da boste res nekaj naredili, zdaj ne vem, to še kako bratranc dela, ampak če se boste kdaj z mojim bratrancem, on ima tudi pač, ima bolano musko, on kar dela je pač bolano, mislim isto kaj Jaka, pač oba dva sta, jaz sem že rekel za Urš, sem rekel pismo, kaj če bi jih medva za poroko spravila skupaj, pa smo pa sam od Jaka ta band je v bistvu prišel, pa zagral par pesmi, pa je za moje pojme vrhunsko, ti si itek prej že rekel, da je res vrhunski, tako da ja, mislim in všeč mi je to, da res želiš podpirati mlade, jaz sem res ne vem, kako v tej industriji, res cenim vsazga, ki je pripravljen mladim stopiti v podporo in tu mogoče ena govor mladim, da pač pejte pa vprašajte, ne, ker težko vas je najdeti, lažje je pa z vami delati, če prijete pa rečete, ne, jaz bi mi lahko kako pomagaš, ne, in pač ne že itak obstaja, lahko ti bo kakšen rekel, ne, nimam časa, pa ti bo mogel reči, da je pet k njemu, in pol ti bo, ti vseeno nekaj da, kaš ti bo pa sam rekel, ne, večina, tako kot je Bori prej povedal, je pa bo tam stopila ti v podporo in ti dala kakšen nasvet, da greš naprej po svoji poti, tako da Bori, hvala, sem te spoznala še čisto v drugi luči, res inspirativno, čuti se strast, je rekla Urša, misliš JP. Ja. Tako da ja, o kom točno si tu, nisi ujel imena benda, Crossroads sem omenil. Crossroads je ta, od bratranca. The Crossroads. The Crossroads, oni, ja. Od bratranca pa vem, da so bili Year of the Rookies, mislim, da so se nekaj premenovali, so pa še Year of the Rookies, ne, so še, sem tudi to pesem predvajal ene parkrat na koncu, in od The Crossroads sem predvajal. Tako da ja, to sta dva benda, ki sta v familiji, Year of the Rookies, moj bratranc, The Crossroads, od Urše brat, pol brat, no, če smo tehnično pravilni, ampak jaz na koncu sem danes razmišljal pismo, sej Borod je tudi moja družina, tudi če nismo krvni, ampak pač nekaj prekurše. Smo vsi familija in na koncu itak družina obstaja v jeziku, če jaz rečem, da so družina in ti reče, se strinjam, pol sva, nima veze, kaj drugi reče. Tako da, the best. Moj svak, Jaka je moj svak, to je to. Urša je vedno on point. Prosim, Joško, da si ujel ime benda The Best. Borod, kaj še besede za konc, kako je bilo tebi, ki si rekel, zdaj sem prvič nekaj tazga in tako naprej. Ni nič snemano naprej, nič se nismo pripravljali. Pesem Eye of Fly, je pravilno. Ja, sej to je najlepše, ne? Da si povemo tako, kot čutimo, ne? Ja. Pa da razumemo, ne? Nekako. Ja. Fajn je. Ti želim, da furaš to dalje, ker vidim, da si in. Ne? Hej, The Best, hvala. No. Ja, meni je tudi res fajn, res pač tudi, ne vem, prejšnji teden smo imeli pač Jaka Klobučarja, ne vem, to je že 45. oddaja, ne, večina je bila slovenskih, nekaj angleških, mislim, kar nekaj angleških, ne vem pa točno številke, če sem. Joško sprašuje, če The Crossroads snema pri tebi. Ja. Pektronova potica je pa rekla, res dobro vzdušje pesmi, še nekaj bo iz njih. Imelo se tudi strinjava, seveda. So res dobri. Ta potica je že skužila, da ne furamo avtobusa. Ne vem. Mogoče pa si ga se razpolneš. Mogoče, ja, in pa še jih bo, ne, pač glih, se pravim, Luka Mitek Troti, če poznaš zgodbo Trotov basket kluba iz mesta. Ja, seveda. On je naslednji teden. Po pride en fant, ki je bil moj sodelavec v domu starejših, fizioterapeut iz avtobusa. Joško tudi piše, ste vozili avtobus.
Tako da ne vem, kjer avtobus si vozil, kakšen stalju si bil, mogoče si bil papir. Tista, en šofer mi mora biti podoben, ne vem. Jaz v lifeu nisem avtobusa vozil. Okay. Ja, tako da... Janes je pa napisal, da Crossroads zvenijo kot Coldplay, tu pa ti bolj veš. Ja, ker jih tudi poslušajo. Okay. Ja, jaz se res ne spoznam na muziko, če pridete k meni z muziko, sem jaz. Se fajn, da te s Coldplay primerajo, kot pa recimo, ne vem, Tripikce. Se pravi, jaz sem moral, ne vem, jaz sam nimam pojma, še zvrst muzike, ker še reče, kaj poslušaš, bi jaz rekel rock. Vem, da bi takoj bilo povod vprašanje, kakšen rock. In jaz bi bil rock, ki obstaja, ker še zvrsti rock, ampak če ni rock. Tako da tu je moje znanje rock, tu je moje znanje glasbe. Tukaj sem stal. Evo, Joško je rekel, sprašuje, ker brat vas avtobus spoj pa Pehtrnova potica, da bi pisal, Joško ni on, jaz sem tudi zamenil. Tako da ste kosto te zavelali, evo. Ampak en šofer je podoben Bortrosu in resnica je prišla na dan. Ja. Tako, pa se sem, glej, mogoče pa sem kakšen šofer, ne vem. Mogoče. The best. Borut, hvala, da si prišel. Hvala tebi. Podelil z nami svojo zgodbo. Hvala za povabilo. Upam, da se kaj vidimo, ker bo malo ta epidemija se umirila, da malo te tamale skupaj damo. Se mi kaj vsedemo. Pomenil, da vidim jaz to štalo tvojo, kaj si naredil iz nje. Ta dolg studio. Tako da ja. Neka kapa jih je zavedla, pišejo. Hvala potica, zle, sem tudi sam za njim. Ampak da na koncu smo zmagali. Vse je, tako kot vedno resnica pride na dan, laž ima kratke noge, ne zatekajte se k belim lažem, so tudi laži, laž je laž. Tako da puste tu primer. To je tu. To je to za dost. Naslednjo nedeljo z nami Luka Mitak. Za vse, ki želite poslušati stream v slovenščini, so te oddaje vsako nedeljo ob 8. v slovenščini only, samo. O ponedeljkih je podcast, jutri je tema loss v angleščini. To temo smo zbrali, po eni strani noben ti ne pove, kako se soočati z izgubo, po drugi strani se pa vsi s tem soočamo v takšni ali pa drugačni luči. V zadnjem času se jih je pa kar neki mora soočati s tem, ker pač je še ta epidemija malo pripomogla k temu. Tako se bomo jutri o tem pogovarjali, jaz pa Ula bova delila osebne izkušnje, ko so se medva s tem soočila. Tudi jaz lahko rečem, da sem že prebolel izgubo detka, pa ne, da mi je vseeno, da ga ne pogrešam, ampak enostavno me tu ne drži dol, ali pa da bi čutil ne vem kaj vse, ker ga pač ni, čeprav je tukaj en mesec nazaj. In bom jutro podelil, kaj se jaz tega lotim in pač verjamem, da deluje, tako da vsi, ki si želite, ki vas zanima ta tema, ki bi radi karkoli povedali, ste dobrodošli. Chat je vedno vključen noter, povejo, kaj neka tema pomeni za njih in pa sami podelijo, kako oni vidijo. Tako da res interaktivno, tako da vsak, ki si želi, je tu. Se vidimo jutri ob 9. Čez teden bo gaming, Call of Duty Warzone, če koga to zanima, ful zabave, neke challenge mi daje chat in pol jih izpolnjujem in so celi smehi in kaj igram s frendi. Tako da to je to, nek mini plan. Bomo pa v kratkem naredili tudi giveaway, 2 te šalčke bomo podelili, ne povemo pa še kdaj točno. Tako da spremljajte kanal, če še niste followajte, boste vedeli, da sem live. In to je tu. Borut, še enkrat hvala, da si tudi zdaj imel čustvovali, kaj vse sem povedal. In Joško je napisal hvala Borut in Jernej za lep pogovor. Janez, res super pogovor, upam, da še kdaj ponovita. Zakaj pa ne, jaz sem odprt. Mogoče pa kdaj naredimo podcast o glasbi, pa naredimo v slovenščini, pa pridejo zraven različne generacije, tle Borut, pa mogoče moj bratranc pa Jaka, ki sta tudi. Pa še koga ujamemo, še Borut, ki še ga zdrihta tokca, ali pa nekoga, ki je, rečemo temu, res naredil si veliko kariero iz druge strani, ne producentske, ampak izvajalske, pa bomo pol videli. Pehtrnova potica, super gost, hvala za izjemen stream, res je, in hvala, da si me upozorila na to, ker je prav, če koga izpustim, ker upozorite, samo človek smo in tako smo vsi.
Jaz zmeraj lahko še kaj dodam in nadaljujem ta stream, ne dogled, pa ne bomo. V glavnem, prav je, da se upozorimo in s tem je nič narobe. In hvala ti za to Bektrona potica. To je to. Enkrat smo že rekli, Slovenci imamo to, da se poslavljamo 10 minut, pa še pol ure na vratih, pa še pol ure na parkirišču, pa še pol ure slonimo na vratih od avta. Pa dajmo to skrajšati. Tako da, evo, chat, se vidimo jutri. Hvala vsem, objavite nekoga, povejte mu, da ga imate radi, jo radi in se vidimo jutri. Čau, čau. Srečno.